Cepljenje proti RSV-ju je vključno z priporočenimi cepljenji proti gripi in proti oslovskemu kašlju za nosečnice pomembno iz razloga, da nosečnica ščiti pred RSV okužbo in tudi pred ostalimi nalezljivimi boleznimi, ki sem jih omenila prej, svojega novorojenčka. Zlasti je to cepljenje, ki je na razpolago za vse nosečnice v Sloveniji od letošnjega septembra, pomembno za tiste, ki bodo rodile po zimi, torej v času sezone kroženja respiratornega sincicijskega virusa. Zaščita za voljo materinih protiteles se potem preko posteljice prenesejo ta protitelesa v krvni obtok otroka. In ta otrok dobi ta protitelesa, ki so specifična in ga za voljo cepljenja njegove mamice, ko bo prišel on v stik z respiratornim sincicijskim virusom, če zelo plastično povem, ujamejo in ne dovolijo, da bi ta respiratorni sincicijski virus naredil škodo v njegovih spodnjih dihalih. Tako da temu rečemo tako imenovano pasivno pridobljena zaščita, zato ker otrok sam ni bil cepljen, ampak je dobil zaradi cepljenja mamice preko posteljice, zato imenujemo to pasivna zaščita, ta zaščitna protitelesa, ki bodo varovala v teh najbolj ranljivih mesecih, če se rodi v jesensko-zimskem času, njegovo zdravje, njegova dihala pred respiratorno okužbo oziroma pred okužbo z respiratornim sincicijskim virusom. Včasih so bodoče mamice ali pa tudi ljudje na splošno v skrbeh, kaj pa se lahko zgodi po cepljenju, ali se lahko mi kaj zgodi. Že uvodoma sem povedala, da je to cepivo mrtvo rekombinantno, torej če je nekaj mrtvo, ne more povzročiti bolezni, to je odkljukano. Varnostni profil, kako varno je cepivo, je zelo, zelo dober. Namreč, preden je cepivo prišlo v uporabo, torej za cepljenje nosečnic, je bilo v te preiskave vključenih več 10.000 nosečnic, ki so jih sledili prvič nje same, kaj se dogaja po cepljenju, 6 mesecev po cepljenju otroke, torej dojenčke teh cepljenih mamic, pa so eventualno za morebitne neželene dogodke sledili 2 leti. To je ogromen čas, veliko podatkov, tako da pod črto varnostni profil cepiva odličen, lokalna rdečina, bolečina na mesto vboda, dodana vrednost pa, kot sem že povedala, pasivna zaščita novorojenčka pred okužbo z respiratornim sincicijskim virusom in pred RSV okužbo, ki lahko poteka zelo, zelo hudo, ki zahteva tudi bolnišnično zdravljenje, da o tistem najbolj žalostnem izidu niti ne govorimo.